Iz splošne zmede se je rojevala kolona ponižanih ljudi. V prebujeno noč se je izgubljalo 120 parov solznih oči, 120 izgnancev iz njihovih domov, 120 korenin slovenskega življenja. O mraku čudno je mehko med nami. Na domovino mislimo ves čas. S trpečimi objema nas rokami. Kjerkoli smo, je njena usoda v nas. Kdaj slišal boš, tovariš, zvon vrh griča? Ugledal spet pod njim domačo vas? Molčimo, kot bi stražili mrliča. A srca vsa v en sam bijo nam glas. Slovenska zemlja, vsi lepoti svoji, pogažena. Nam sveta od krvi, nasilje, smrt, pregnanstvo, upori, boji, v gozdove beg, gorijo v noč vasi. Spoštovane tovarišice in tovariši, cenjeni gosti, vsi zbrani. Danes smo se zbrali z namenom, da obudimo spomin na požig prve slovenske vasi, Rašice. Požig je bilo dejanje maščevanja in poskus ustrahovanja slovenskega naroda. V želji, da bi strli upor slovenskega naroda, je okupator požgal Rašico, katere lega je dobro vidna čez večji del Ljubljanske kotline. S tem je želel okupator prestrašiti Ljubljančanke in Ljubljančanke ter vse Slovenke in Slovence in jih opomniti na svojo premoč. A dejanje, ki naj bi služilo kot opomin, je upor le še bolj podžgalo. Danes smo se zbrali, da obudimo spomin na to sprevrženo dejanje okupatorja in na upor, ki mu je sledil. S spoštovanjem med nami pozdravljam vse še živeče Rašičanke in Rašičane, borke in borce in tudi druge cenjene goste. Med katerimi seveda moram pozdraviti in izpostaviti prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana, župana Mestne občine Ljubljana, tovariša Zorana Jankovića, in današnjega slavnostnega govornika, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Marjana Križmana. Pred 1 uro so se pohodniki in delegacije že poklonili žrtvam fašističnega nasilja ter spominu na požig prve slovenske vasi, ki se je zgodil pred 80 leti, z nežnimi cvetovi in vojaškimi častmi. Svojo prisotnostjo so izkazali večno spoštovanje ljudem, ki so v težkih trenutkih izgubili ali podarili vse za prihodnost slovenskega naroda. Glava in srce upora je bila Ljubljana, mesto heroj, ki se je kljub pritiskom na civilno prebivalstvo ni zlomila. Plameni, ki so požgali Rašico, so se kot iskrice upora zasidrale v srca Ljubljančank in Ljubljančanov. Upor, ki se je rodil v Ljubljani, še pred ustanovitvijo Osvobodilne fronte, katere 80-letnico praznujemo letos, je po požigu Rašice še močneje zaživel in deloval vse do osvoboditve Ljubljane s strani partizanske vojske. Spoštljiv odnos do zgodovinskega dogajanja s svojo prisotnostjo spodbuja tovariš Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, katerega sedaj vabim k pozdravnemu nagovoru. Dobar dan, želim spoštovane tovarišice in tovariši, borke in borci, partizanke, partizani, veterani vojne za Slovenijo. Pozdrav gre tudi predsedniku Milanu Kučanu, zame je prvi predsednik, ostal predsednik in kot avtoriteta moralna bo vedno predsednik. Dobrodošel, predsednik.
tovariš Križman, predsednik Združenja zveze borcev, dobrodošel v Ljubljani, mesto heroj. Ne morem mimo moje šefice Julke Žebert, moja prva direktorica, vodja Zveze borcev v Ljubljani, naše častne meščanke, ki vedno da prednost vrednotam, ki so jih partizani in partizanke najmlajšim dali. Dobrodošla, Anica. In ne mi bo za to predstavitev dovoljno še, da rečem, tovariš župan Kovič, vse najboljše za 90 let. Dobrodošel. Imamo tudi naše mestne svetnice, svetnike in tisto, kar sem videl, veseli me, da je tudi z nami član Državnega zbora, ki je všel skozi zadnja vrata, ampak prišel na pravo stran, SD-jevec Marko Koprivc. Imamo naše pevce, brez katerih nobene proslave ni, ne bo, kajti brez njih ni naše ljubljanske himne. Hvala lepa, da ste danes tu z nami, imamo naše prepoščake in vse ostale goste. Res lepo pozdravljam tu v Gamljah pod Rašico, ki nam bo svetu spomin in opomin, da se časi nacizma, fašizma, domobranstva nikoli več ne ponovijo. Kdorko razlaga v spravi, ima vso pravico, konec koncev vsem mrtvim naj jim bo mirna zemlja, ampak treba je vedeti, da zgodovina nas uči in ta se ne da spreminjati, da so bili domobranci na strani nacistov, fašistov, tisti, ki so okupirali praktično celo Evropo, dočim naši partizani so bili na strani zmagovalcev druge svetovne vojne, tisti, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem, nacizem. Jaz vem, da sem dolgočasen, ker to stalno ponavljam. Ponavljam pa zato, da ne pozabim sam, da ne pozabimo tu, ker sedimo in da lahko nosimo do naših najbližjih, naših sodelavcev, naših sovaščanov, someščanov. Tisto, kar nam Rašica predstavlja, so številni spomeniki po Sloveniji v čast in slavo borcev Titovih partizank in partizanov. Tisto, kar se danes dogaja, je pa nekaj, kar ni možno razumeti. Začel bom s tem, da se ponovno dviguje nacizem, fašizem po Evropi, tudi pri nas dvigujejo glavo in kažejo svojimi nočnimi aktivnostmi, ko se zakrinkajo v objemu teme, rušijo, skrunijo partizanske spomenike. Ampak moje sporočilo je zelo jasno, kolikor jih bojo zrušili, še več jih bomo zgradili. In dokler je ta sestava mestnega sveta, je tu kar nekaj naših mestnih svetnic in svetnikov, dokler je to vodstvo mestne občine Ljubljana, v Ljubljani ne bo domobranskih spomenikov. Pa komur prav ali pa ni prav. Ker je moj samo pozdravni govor, se bom vsem dotaknil današnje politike v naši državi. Samo na 2 točkah. Ena je cepice ali ne cepice. Nisem noben agitator za to, ampak enostavno pozivam vse, da sami razmislijo, poskrbijo zase, za svoje najbližje, za svoje someščane in se grejo cepiti. Naj ne bo odpor do te vlade, ki je mislim, da tu 100% se kaže v naši prisotnosti, razlog, da ne skrbimo za svoje zdravje. In drugič, protest in protestnik. Vsi protesti so dobrodošli v Ljubljani. Imajo naše trge, naše ulice in imajo pravico do svojega mnenja. A razen nasilja. Nasilje v Ljubljani ni zaželjeno, ni dovoljeno in tega se vzdržimo. Vsi protestniki in podporniki protestnikov pokažemo svoj protest na volitvah. Pridemo v čim večjem številu in zberemo tisto, kar nam bo vrnilo spet medsebojno razumevanje, sodelovanje, spoštovanje. In življenje v Sloveniji, v Ljubljani, mesto heroj, ki je nedvomno najlepše mesto. To nosim, da to lahko preberete, če pozabim povedati.
Drage tovarišice in tovariši, naj bo lep dan. Očitno je vreme pravo, ni prevroče, ni dežja in se bomo družili kasneje ob prijetni zakuski. Uživajte danes, hvala, ste prišli in pa skupaj zapojmo našo himno. Himno Ljubljane, mesta heroj, brez katere ni nobene proslave. Srečno, draga Ljubljana, srečno Slovenija. Se sprašujete, kaj je bil povod za to dejanje? Kar 84 krajanov Rašice se je vključilo v rašiško četo, ki je bila poleti 1941 pred požigom ena najbolj dejavnih partizanskih čet. Med borci rašiške čete je bil na primer narodni heroj Stane Kosec, katerega družina še danes živi na Rašici, in Miha Novak iz družine Novak, ki se je prav tako vrnila v rodno vas, pa Mileš Pacapan, Max Pečar in še bi lahko naštevali. Požig vasi Rašica in izgon njenih prebivalcev je bilo dejanje maščevanja nad civilnim prebivalstvom, ker so si drznili upreti politiki ponemčevanja, ker so se borili za pravice, za svoj narod, kulturo, jezik, svojo svobodo. Bil je prvi takšen dogodek med mnogimi, ki so sledili v prihajajočih vojnih letih. Pogosto kot povračilo za upor, za boj, za svobodo. In to je ključno izročilo slovenskega naroda. Izročilo, ki ga je Fani Okić tako lepo ubesedinila v svoji pesmi. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza in grobov. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Največno vam sije sonce svobode. Naj nikdar vam sreče naj tujec temni. Če kdaj vas bo skušal ukovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi. Samo en cvet, en češnjev cvet, dehtač in bel odlomi moja draga. Ne bom ga na klobuk pripel, ne bom ga v gumbnico sidel, odlomi ga, odlomi draga. Komor i na križ pripet, trpil pomladi tej
in glej, ta cveta drobni češnjev cvet, bo njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožnim pogled. Samo en cvet, en češnjev cvet, odlomi moja draga, saj veš, vsak tak pozdrav, živeti, pomaga. Predstavljajte si, da se po napornem dnevu vrnete domov, ravno pozdravite svojo družino, nato pa se okoli vas zasliši strašno pokanje. Po vratih vašega doma s pestjo ali celo puškinim kopitom tolče vojak in na vas kriči v tujem jeziku. Prestrašene in zbegane vas in vašo družino zvlečajo iz edinega doma, ki ste ga kdaj poznali, in vas odpeljajo kot živino proti zaporom. Zaporom, namenjenim nedolžnim ljudem, ki jih ne bremeni nikakršno kaznivo dejanje. Kajti 140 izseljenih, pregnanih, zaprtih krajanov Rašice je bilo nedolžnih. To so bili civilisti, ženske, otroci, ljudje, ki se niso pridružili aktivnemu uporu, ki niso nikogar motili, ki nikomur niso želeli nič slabega. Kljub temu jih je okupatorjeva vojska kaznovala s požigom njihovih domačij in jih celo prisilila, da so gledali, kako gori njihova vas, kako gorijo njihovi domovi, njihovi spomini, sanje. Še danes je spomin na ta dan živ v ljudeh, ki so ga doživeli. Za namen današnje slovesnosti je svoje spomine zapisal Rudi Vavpotič, aktivni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Črnuče. Naša družina je imela njive pod Rašico v Brezovcu. Delali smo na polju. Ob 16. uri so Nemci prihromeli po Sračji dolini z blindami in pešaki proti Rašici. Zasedli so položaje in zatesnili obroč okrog Rašice. Po 1 uri je pričelo na Rašici pokati in pričel se je valiti dim po dolini. Naša družina se je umaknila s polja. Na poti domov pa smo srečali Dominikovo Fransko, ki je bila poročena na Črnučah, rojena pa je bila na Rašiči. Krečeva po domače. Jokaje nam je povedala, da so Nemci požgali vse hiše na Rašici. Domačine pa so odpeljali v zapor v Škofove zavode v Šentvidu. Drugi dan sva z bratom Ivanom šla pogledat, kaj se je na Rašici zgodilo, oziroma kaj se je še dogajalo. Osupla sva stala 50 metrov od pogorišč. Kako so gorele hiše. Živina je mukala in psi so lajali. Na poti proti vasi do Beno sva srečala starejšega možaka, Florjana. Bil je poraščen kot bedanc in tudi podoben mu je bil. Svetoval nama je, da se hitro umakneva proti Črnučam. Počakala sva še kakšno uro. Medtem pa sva zagledala umik gošarjev, partizanov iz rašiške čete proti Dobravi. Prikrila sva se in opazovala, kam se bodo premikali. Šli so po vrheh proti Dobravi. Nato so preko hriba odšla domov. Visoki plameni niso opozarjali na prihajajočo nevarnost. Tokrat ni bilo glasnih opozoril. Nevarnost sama je prihrumela in številne presenetila. Številni Slovenci se niso zavedali prikritih in ne tako prikritih iger, ki so jih sile mnogo večje od nas igrale v ozadju že dolgo pred vojno. Pa vendar so se naši predniki odzvali na nevarnost s pogumom, na katerega lahko je ponosen vsak narod. Upor, ki se je pred 80 leti udejanil in zaživel v obliki Osvobodilne fronte, je naša popotnica v svet. Kljub premoči in težavam smo branili svojo svobodo, svoje bližnje, svojo domovino. To so vrednote, ki jih po 80 letih še vedno ohranja pri življenju in nanje opominja Zveza združenj borcev za vrednote NOB.
V posebno veselje in čast mi je, da je današnji slavnostni govornik ravno predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariš Marjan Križman, ki se bo tudi slavnostnim nagovorom poklonil dogodkom izpred 80 let. Dobar dan, spoštovane tovarišice in tovariši. Ena tovarišica mi je rekla, pazi Marjan, kaj govoriš v srednjih Gameljnah, ker se ti zna zgoditi, da boš plačal kazen. Zdaj, ko si postal levi fašist. Sem rekel, bom z veseljem plačal kazen, koliko jo bo moral plačati biser vseh biserov, odstopljeni minister za notranje zadeve, ki je rekel 2/3 Slovencem, da so svinje. Tako da mi ne bo težko te kazni plačati. Preden začnem svojim govorom, mi dovolite, da tudi jaz pozdravim vas, spoštovani visoki gostje, Julko, ki je motor in srce vsega dogajanja v Ljubljani. Seveda župana gospoda Jankovića, lahko bi rekel tudi tovariša Jankovića. Veste, jaz kjerkoli imam svoj govor, če so prisotni župani, se vsem županom posamezno zahvaljujem za njihovo podporo. Tako se bom danes zahvalil tudi gospodu Jankoviću v imenu Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Kajti, če smo brez te podpore, pomeni, da v tej občini bomo imeli velike probleme, težave z vsem, kar počnemo. Tako da verjemite mi, organizacijsko je zelo pomembno, da nas župani podpirajo, če nas pa še finančno podpirajo, pa smo še toliko bolj veseli. Moj pozdrav gre tudi organizatorjem, Vavpotiču in njegovi ekipi iz Črnuč, ki ste se potrudili, ki ste odlično organizirali današnjo prireditev. Hvala vam. In seveda našim zvestim praporščakom, ki nosijo simbol bojnih enot. Ti simboli pravzaprav predstavljajo to, kar smo mi in to, za kar se mi zavzemamo. Zato vam, spoštovani praporščaki, od srca čestitam za vašo upornost, za vašo moč in za to, da nadaljujete in seveda tudi s tem simbolom, ki je viden, prikazujete ikonografsko seveda našo preteklost. Lahko bi še nekaj časa govoril o tistih, ki nas zdaj zmerjajo, da smo mi levi fašisti, organiziramo proteste in razbijamo okna na Državnem zboru, ampak potem, ko malo boljše pomisli, veste, da ni vredno preveč zgubljati časa in pameti s takimi ljudmi, ki so sedaj na oblasti. Jaz jim lahko edino to sporočim. Tako kot smo ohranili čisto vodo, bomo ohranili tudi zdravo pamet in si izvolili vodstvo po svoji podobi. Spoštovani, hvala, da ste me povabili za govorca ob tako pomembnem zgodovinskem dogodku, kot je žal uničenje rašiške čete in prvega požiga slovenske vasi. Ob takih dogodkih se je vredno vedno znova spomniti naslednjega reka. Kdor se svoje zgodovine sramuje, si prihodnosti ne zasluži. Rašica je kraj, tako kot veliko drugih, ki so zapisani v zgodovino narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda, ki je v drugi svetovni vojni odprl novo stran zgodovine, svobodo, mir, napredek, bratstvo, enakost, svobodne volitve,
graditev porušene domovine, to so pogoji, ki so jih ustvarili partizani, borci, ki so umirali in krvaveli za dosego teh ciljev. Tako je 27. septembra 1941. okupatorska vojska začela akcijo za borci rašiške čete, ki so se po požigu Rašice umaknili na področje vasi spodnjih, srednjih in zgornjih Gamelj, sela v Tacna in Dobina. Skupina partizanov se je zatekla na Skedenj v selu, ker pa je bilo skrivališče izdano, je Skedenj napadla nemška vojska. Imena pobitih so vklesana na spomenik, ostale so Nemci odgnali v begunske zapore, od katerih se je malo kdo vrnil. Rašiške čete ni bilo več. Danes smo priča, kako se zgodovina potvarja in išče izgovore, kako vrednotiti domobranstvo oziroma izdajalstvo, ki je obsojeno po celem svetu. Le pri nas ga vladajoči in njihovi sateliti povzdigujejo kot borce proti komunizmu, da so orožje vzeli od okupatorja, da bi obranili domovino pred komunizmom. Ne pozabimo, da so ti borci proti komunizmu prisegli Nemcem oziroma še hujše SS-ovcem pod poveljstvom generala Rozenerja in ljubljanskega nadškofa Rožmana, ki je za to priložnost opravil tihomašo. Torej blagoslovil je orožje, s katerim so nato domobranci pobijali partizane in njihove svojce pošiljali v zloglasna taborišča. Leon Rupnik in njegova sramotna vojska so bile oči in ušesa Nemcev, saj so prav oni odlično poznali teren in svojce partizanov. Za osvežitev spomina vam bom prebral domobransko prisego. Prisegam pri vsemogočnem Bogu, da bom zvest, hraber in svojim nadrejenim pokoren, da bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje Velike Nemčije, mimogrede ne vedo, da je to bil Hitler, SS četami in policijo proti banditom in komunizmu, kakor tudi njegovim zaveznikom svoje dolžnosti vestno izpolnjeval za svojo slovensko domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje. Tako mi Bog pomagaj. Torej so se domobranci borili tudi proti zaveznikom partizanske vojske. Pa še proti Hitlerju ni bilo na proslavi ob 70-letnici skrstavanja v Normandiji nikogar od teh. Bil pa je Janez Stanovnik, naš častni predsednik, kar pove vse o temu, kdo je bil izdajalec slovenskega naroda. Nič ne bo pomagalo, izdajalec ostane izdajalec, zgodovina je tu neizprosna. Je pa res, da smo ena redkih držav, če že ne edina, ki se hvali s kolaboracijo in izdajstvom. To, da je Evropa utemeljena proti fašizmu, pa vladajoča stranka presliši in si prireja in ustvarja svojo zgodovino po meri in potrebi s podporo cerkve. Poveličevanje Hitlerja pa presega vse meje zdravega razuma, zato smo se v naši zvezi ozvali z naslednjo izjavo. Nekateri ste jo že prebrali v Svobodni besedi, vsi pa verjamem, da ne. Zveza Združenj borcev narodno-osvobodilnega boja se zgraža in ostro nasprotuje izjavi poveličevanju nacističnega voditelja Hitlerja kot heroja, ki zadnje dni odmeva v naših medijih. Vse vrednote sodobnega sveta, Evropske skupnosti in Republike Slovenije temeljijo na zmagi nad nacizmom. Zato je nedopustno poveličevanje nacističnega voditelja, odgovornega za najbolj strahotne zločine v zgodovini človeštva, tudi za te na Rašici.
Adolf Hitler in nacizem sta namenila smrt, uničenje celotnim rasam in narodom, kot manj vrednim. Narod smo bili smrti in uničenju namenjeni tudi Slovenci. Zato je poveličevanje nacističnega voditelja ostudno in zavržno dejanje, ki mora biti samo javno obsojeno sa strani vseh najvišjih predstavnikov države, temveč mora biti tudi zakonsko preganjeno kot širjenje sovraštva in zanikanje nacističnih zločinov. Ogorčeni smo, ker najvišji predstavniki države, med njimi tudi Borut Pahor, in vladajoča stranka o poveličevanju Adolfa Hitlerja molčijo ali pa se sprenevedajo in izjavo ocenjujejo z dvojnimi merili. Žal smo prišli celo do točke, ko mora Republika Nemčija opozarjati trenutno oblast na grozote nacizma, na njegove žrtve in na nedopustnost poveličevanja nacizma. Za razliko od predsednika naše države in vladajoče stranke se Republika Nemčija očitno zaveda svojih državniških zgodovinskih dolžnosti ter nevarnosti, ki tičijo v obujanju in spodbujanju nacizma. Od naše trenutne oblasti pa dosledne in jasne obsodbe, izjave niti ni pričakovati, saj je že do sedaj ni nikdar obsodila poveličevanja nacizma v družbi, ampak poveličevalce nacizma celo ščiti in spodbuja z dodelitvami denarnih sredstev. Trenutna oblast je tiho tudi, ko se partizane, pripadnike mednarodne priznane vojske antinacističnega zavezništva razglaša za zločince, domobrance, ki so se borili v okviru nacistične SS in prisegli zločincu Adolfu Hitlerju, pa za domoljube. V Zvezi Združenja narodno-osvobodilnega boja Slovenije imamo tako izjavo o poveličevanju Hitlerja kot heroja, kot medle odzive oblasti za ponižanje vseh Slovencev, ki so bili žrtve nacizma ter so zaradi njega trpeli in umirali, ter žalitev vseh tistih, ki so se proti nacizmu borili. Kot že večkrat tudi sedaj opozarjamo, da spreobračanje zgodovine ter posebno spodbujanje nacizma vodi v nova sovraštva in nasilje, ter da je to potrebno preprečiti. Zato zahtevamo, da glede izjave o Hitlerju kot heroju pristojne ustanove dosledno opravijo svoje delo v skladu z zakoni Republike Slovenije. Na misel mi je prišel en citat, ki sem ga že velikokrat povedal in tudi uporabil, ampak ta je prav primeren za vladajoče v Sloveniji. Ta citat je napisal Ivo Andrić, avtor knjige Most na reki Drini. Če bi ljudje vedeli, kako malo uma vodi svet, bi umrli od strahu. Pa še nekaj besed o 27. aprilu, dnevu Osvobodilne fronte, ki sta ga Janez Janša in Borut Pahor poskušala zamenjati za Malo goro, ki naj bi postal nov mejnik upora proti okupatorju. Zakon o novem prazniku je vložil Zmago Jelinčič Plemeniti. Zelo veliko plemenitosti je bilo v tem dejanju. Zaradi naše angažiranosti pri strankah je zakon padel že na odboru za delo, družino in socialne zadeve. Ob tem je ponovno treba povedati, da je bil upor zoper okupatorje zgodovinsko in politično državnotvorno dejanje. Temeljil je na globokem prepričanju, da je za narodno osvoboditev potrebno skupno delovanje političnih in narodovih silnic, ki ni ideološko pogojeno in izključujoče. Zaradi svoje širine in množičnosti Osvobodilna fronta, te edinstvene, pluralistične, narodne in osvobodilne organizacije in gibanja, kakršne ni bilo nikjer drugje, je bila Osvobodilna fronta hrbtenica narodno-osvobodilnega in socialnega gibanja za pravičnejšo družbo
in ljudske oblasti slovenskega naroda. Ne nazadnje gre za slovenski etični kodeks. Bo v njem kot vedno vrednota zapisana upor ali kolaboracija, boj za svobodo ali sodelovanje z okupatorjem, pogum ali strahopetnost, suverena država ali hlapčevstvo. Pravijo, da bi se Evropa osvobodila tudi brez Slovencev. Toda ali bi mogli imeti danes ponosno dvignjeno glavo, če bi se takrat potuhnili in preračunljivo tehtali, kam se bo obrnila vojna sreča, ali če bi kot narod stali na strani tistih, ki se jih je odrekla zgodovina. Ali kot je dejal pokojni škof Vjekoslav Grmič, odločitev za osvobodilni boj, za osvobodilno fronto je bilo etično dejanje, naj ga presojamo z katerega koli resnično humanega nazorskega vidika. Dan upora proti okupatorju, praznik v spomin na ustanovitev osvobodilne fronte, naj nas zato spominja na to, da moramo zgodovinske pridobitve danes ohranjati in negovati bolj zavzeto kot kadarkoli prej v svoji burni zgodovini, saj so narodova samobitnost in samostojnost, enotnost in dejanska suverenost Republike Slovenije še kako pomembni temelji našega obstoja in naše prihodnosti. Rašiška četa je s svojim bojem tako postala del svetle zgodovine narodno-osvobodilnega boja, ki je sooblikoval prihodnost, ki jo danes živimo. Naša naloga je, da vrednote narodno-osvobodilnega boja ohranjamo in prenašamo narodove, ki prihajajo. Smrt fašizmu! Ker ste zapeli našemu županu ljubljanskemu najljubšo pesem njemu, Hej brigade in vsem nam, ali bi lahko bil tudi jaz kot Primorec deležen pesmi Vstala Primorska? Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso upisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh
ko je vsaka slutnja greh, ko se vsak želi uteh in skriva vsak po svojih se poteh, prav v teh usodnih dneh bi morali imeti vsi srca v dlaneh. In takrat bi se zavedali, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je nebroj. Ko si na kose razbit, ko si izgubil obraz, ko si pribit na križ in se že več ne spoznaš, ko si izgubil sled in ne veš več, kje si. Naj brizgne tvoj okrvavljeni krik čez ta negibni svet v to mrtvo nebo. Morda je le še kje kdo, morda ti odgovori. Nabrusimo kose, že glasbo zoreva in žetve bogate napočil je čas. Naj jeklo zapoje, naj pesem odmeva, nabrusimo kose, zrel je glas. V boj za svobodno življenje, gre klic od vasi do vasi, ker sicer nas čaka ta služnost trpljenje za nas. Več izbire druge ni. V boj za svobodno življenje, gre klic od vasi do vasi, ker sicer nas čaka ta služnost trpljenje za nas. Več izbire druge ni. Na gruntih nam banke že davno sedijo, obresti in davki nam pijejo kri. Od žuljev se naših prijavke redijo, za manj kmet znoji se in trpi. Počujte nas, mi smo prodani, oj kmet spametuj se spregled. Zdaj drug naj počiva levkog si tlačani, nabrusimo kose, naj naprej. Počujte nas, mi smo prodani, oj kmet spametuj se spregled. Zdaj drug naj počiva levkog si tlačani, nabrusimo kose, naj naprej. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skoz nas? Kdo pa so ti mladi fantje, ki jim tam želi obraz? To so mladi partizani neupogljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni jih prav nič strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je to mlada vojska, ki zapela je skoz vas? Kakšna je to mlada vojska, druga vsak kot prejšnji čas? To je prava naša vojska, to je silna naša moč. To je vojska partizanska, jutro z nami nam pojoč. Treba je vedeti, da so velike odločitve stvar velikih ljudi. Treba je vedeti, da je težko zatajiti življenje, se posloviti od želja,
mladosti, ljubic in postaviti na kocko najdragocenejše, najlepše. Treba je vedeti in ne pozabiti, da so odločitve in odločitve, da človek težko premaguje svojo lastno sebičnost, Sebičnost udobja. sebičnost edinega življenja. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so nekateri zmrzovali pod smrekami, žrli koreninice in s svojimi telesi greli puškine cevi. In treba je vedeti, da so nekateri drugi metali karte v toplih kasarnah, se ovijali v volnene šale, ko so odhajali na svoje krvoločne pohode Za tujce, za Boga. zoper brate. Treba je vedeti, da je izdajstvo najbolj zavrženo, najbolj na dnu, najbolj zadnjem krogu in da ga ne zaceli noben čas. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so odločitve in odločitve. In da je težko dati življenje za tako abstraktno stvar, kot je domovina, Država. narod, In da so to nekateri storili. brez pomišljanja in z odprtim srcem. To je treba vedeti. To je treba vedeti in nikoli pozabiti. Zaplovi pesem borb in zmage preko gma in gora. Zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča. Po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. Po borba 14, a Juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom v boj. Naprej v borbo 14, a Juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom v boj. Naprej! Ko domovina ostane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. O borba 14, a Juriš, naj se razlega prek sveta. Dignimo puške in naprej junaško, si za komandantom v boj. Naprej v borba 14, a Juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom v boj. Naprej! Zgodovina je učiteljica za življenje. Učiteljica seveda za razumne, za tiste, ki znajo ceniti življenje drugih in skupne vrednote vsaj toliko kot svoje. Ne bojte se življenja. Naj pljuska v vas z vso silo. Vse žile. Naj vas nese ali zanese. Le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono življenje imelo rado vas. Takšno je namreč življenje. Meša se dobro in zlo, a vsaka ujma nas strezni in nekaj nauči. Nas poveže in nas utrdi. Plevku po Boga gmajna, heja, hejo.
staro pravdo zdaj bodrajna. Heja, hejo, zimzelen za klobuk, punt na riši nas tlačanskih muk. Zimzelen za klobuk, punt na riši nas tlačanskih muk. Lev kup, poslednji boj tlačani, heja, hejo, sedaj se kmečka gmaj nabrani, heja, hejo, puško meč, kopje v dlan, bije za svobodo se tlačan. Puško meč, kopje v dlan, bije za svobodo se tlačan. Iz grajskih kevdrov teče vino, heja, hejo, zažgali grofu smo graščino, heja, hejo, grad gori, grof beži, vino teče naj, če teče kri. Grad gori, grof beži, vino teče naj, če teče kri. Naj se ob koncu zahvalim še vsem, ki so sooblikovali današnjo prireditev v spomin na požig vasi, na internacijo ter vse žrtve nacističnega nasilja. Današnji verzi so bili vzeti iz ponovno sestavljenih zapisov profesorja dr. Avguština Laha ter pesmi Edvarda Kocbeka, Mateja Bora in Toneta Pavčka. Pesem Vinka Möderndorfenja Treba je vedeti pa gotovo poznate vsi. Nastopali so recitatorja Urban Pipan in Anica Horvat. Anton Habjan, baritonist in Nejc Jemc na harmoniki. In seveda partizanski pevski zbor pod vodstvom dirigenta Iztoka Kocena in ob spremljavi Branka Sladiča, ki so nam za konec prihranili še 2 sladkorčka, glasbeno željo našega predsednika tovariša Marjana Križmana, Vstala Primorska in pesem o svobodi. Scenarij sta pripravila Iztok Pipan in doktorica Mojca Poredoš, slovesnost sem povezovala Lina Potočki Vozni. Hvala tudi vam za vašo pozornost in prisotnost, s katero ohranjate živ spomin na narodno-osvobodilni boj. Upam, da si boste po zaključnih pesmih vzeli tudi čas za sproščeno druženje in utrjevanje tovariških vezi. Ob pogostitvi, ki so jo pripravili v hiši kulinarike Jezeršek. Zdaj zahori pesem o svobodi, preko lovo in gozdov. O vsem svetu sem zapravi, do zdaj slovenskih plačenih domov. Zdaj zahori pesem o svobodi, preko lovo in gozdov. O vsem svetu sem zapravi, do zdaj slovenskih plačenih domov. Da svoboda se že zbliža, na ljubov sovražnik znaj, in slovenska domovina že pod svobodi je odprt. Da svoboda se že zbliža, na ljubov sovražnik znaj, in slovenska domovina že pod svobodi je odprt. Prosta bo, spet tako, domovina tlač.
smo sebe zatrli, svoje ponižanje, svoje boji. Krik maščevanja na ustnih zatrli, ga zakopali globoko v srci. Toda gledanju viharjem presilen, kot pajčevine raztrga oko, šinil je zor.